Kot je na novinarski konferenci predstavil vodja sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Novo mesto France Božičnik, so kriminalisti že lansko jesen pri svojem delu zaznali, da na obmejnem območju Posavja deduje kriminalna združba. Kriminalna združba je delovala na način, da je v prtljažniku osebnih vozil preko mejnega prehoda tihotapila ilegalne prebežnike. Tako je bilo na mejnih prehodih strani slovenskih policistov prijetih več voznikov, in sicer slovenskih državljanov, ki so na opisan način v svojih vozilih prevažali ilegalne prebežnike. Prav tako so hrvaški varnostni organi na mejnih prehodih izvedli več aretacij, tako slovenskih kot hrvaških državljanov, ki so prav tako na opisan način hoteli v Slovenijo pretihotapiti ilegalne prebežnike. Na podlagi analiz zbranih podatkov so kriminalisti identificirali več članov kriminalne združbe, ki je bila sicer pri svojem delu izjemno previdna. Med drugim so tudi z raznimi predhodnicami in spremstvi opazovali okolico ter prevoznike opozarjali na prisotnost policije. Ocenjujemo, da je kriminalna združba v daljšem časovnem obdobju izvršila najmanj 30 kaznivih dejanj. Skupno je bilo ovadenih 11 osumljencev, nekateri so bili ovadeni tudi že na območju Republike Hrvaške. Osumljenci so v starosti od 25 do 30 let in večina prebiva na območju Posavja. Policisti so konec septembra opravili 7 hišnih preiskav, med katerimi so našli telefone in SIM kartice, prav tako pa tudi manjše količine prepovedane konoplje in različne tablete, pa tudi pištolo. Organizator kriminalne združbe je že dlje časa v priporu, in sicer zaradi storitve nasilnih kaznivih dejanj ter kaznivih dejanj povezanih z orožjem. Zoper vse ostale osumljene je bilo odrejeno policijsko pridržanje, enega so policisti privedli na zaslišanje na sodišče v Krškem, kjer pa pripor ni bil odrejen.